Tin obiskuje 5. razred osnovne šole. Igra kitaro, skrbi za psička, veseli ga risanje stripov. Vsak dan pa se spoprijema tudi s težavami, ki jih prinaša motnja imenovana Tourettov sindrom. To so različni glasovni in gibalni tiki, nenadno oglašanje in posebne kretnje, na primer nenaden spust na kolena, pačenje obraza. Nekaj je v meni in tega ne čutim, nič ne čutim, ampak kar pride ven skozi usta ali skozi kakšne druge organe. Tourettov sindrom je v bistvu tisti sindrom, kjer možgani pošiljajo sporočila po celem telesu, ko se jaz ne zavedam. S Tinom v razredu se včasih pojavijo tiki, ampak me to ne moti, ker vem, da on ni kriv za to, ampak delam naprej in se ne oziram na to. Recimo v 3. jih je imel zelo veliko več, kot pa recimo zdaj. Zato se je ful bolj poboljšal, zato pač me zdaj v bistvu sploh ne moti več. Tourettov sindrom je pogostejši med fanti kot med dekleti. Tin jemlje zdravila in hodi k psihologinji. Stanje se mu izboljšuje, vendar tiki najbrž nikoli ne bodo povsem izginili. Moram se tudi truditi, moram cele 5 ali 4 šolske ure zadržati to bolezen in to je zelo težko. Nekateri vrstniki so ga tudi zbadali. Zaradi vznemirjenja, ki ga ob tem občuti, je takrat tikov še več. Ko pa se igra s prijatelji, je miren. Nejc je moj najboljši prijatelj, tako da vam bo kar povedal Nejc, kako se počuti, pa ali sploh opazi moje še tike. Navadil sem se njegovih tikov, ker jih je imel že od malega, pa zdaj me nič več ne moti, včasih se jih še malo pas, ampak drugače pa zelo prijazen prijatelj. Tin odkrito govori o bolezni, zato nima nič proti, če ga kdo kaj vpraša. Poleg prijateljev risanja stripov, objema staršev in kužka pa ga pomirja tudi črna kitara.